Tako, zdaj pa gremo v programu naprej. Magister Samo Milič-Hribar iz Gospodarske zbornice nam bo pokazal verjetno malce drugačno sliko, kot smo je bili deležni do sedaj. Morda tudi nekaj besed iz vrha gospodarstva, ki smo ga imeli v Sloveniji pred nedavnim. In tista ena beseda, premalo vas poznam, da bi kaj drugega izbrala kot premišljenost, pa da vidimo. Lepo pozdravljeni, zahvaljujem se organizatorjem, ker so me povabili in dali možnost, da vam stališča Gospodarske zbornice, gospodarstvenikov prikažem razmišljanja in tudi namere v zvezi z kompetencami, ki jih potrebujemo in načinom, kako jih bomo pridobili v prihodnosti. V zvezi s tem naslovom znanje in zmožnosti za delo moramo ugotoviti, po mojem, na samem začetku, da tukaj ni nobene dileme. Znanje in zmožnosti za delo bomo potrebovali ali pa nas ne bo. Po analizah futurologov, to niso neki šamani, danes je futurologija že master program in doktorski program na nekaterih najuglednejših svetovnih univerzah, bi lahko azijski tigri najkasneje v 7 letih vse to, kar imamo na sebi, kar uporabljamo tehničnega, razen hrane, pridelali za ves svet. Kot vemo, že danes je na svetu vsega dovolj, samo nepravilno je razdeljeno, zato imamo na eni strani Afriko in na drugi strani Skandinavijo. Ampak kot rečeno, torej, če ne bomo uspeli najti odgovor na to, katere so naše kompetence in te kompetence potem uporabljam za vas mogoče malce trde izraze, realizirati na globalnih trgih, nas ne bo. Ker bodo drugi to delali, mi bomo pa nekje na obrobju ostali. Kako se hitro vse skupaj spreminja, mogoče z neko zgodbo iz naše Gospodarske zbornice. Kot veste, imamo zelo lep dom gospodarstva, narejenega pred dobrimi 20 leti. In zanj smo dobili tudi številne nagrade, vse je plod domačega znanja, od nagrade za jeklene konstrukcije, za dizajn, skoraj ne mine mesec, da ne bi kakšna mednarodna delegacija prišla si ogledati ta arhitekturni biser sodobne Slovenije. No, ampak po 20 letih se začnejo stvari malce kvariti in nam se je že nekje lani v tem času začelo kvariti dvigalo. Jaz sem tudi dvakrat vstopil v dvigalo, enkrat so 1 uro. In tako naprej. Mogoče tudi kdo med vami, ampak v čem je bil point? Tako, če povem za drugimi besedami, to dvigalo je bilo narejeno še v analognih časih. In preden smo mi našli serviserje, ki so se učili na tem starem dvigalu, čeprav še seveda sodobno, ampak danes pridejo in to vse digitalno pač preključijo, pogledajo, kaj je narobe in zamenjajo. Se pravi, smo rabili dobrega pol leta, da smo našli serviserja, ki se je bil pripravljen naučiti, kako so nekdaj te mašine izgledale. In zato, kaj vam bi rad danes sporočil, sem si sposodil te dve izjavi. To, kar je recimo avtomobilska industrija dosegla v 50 letih, te spremembe. Pred 50 leti so v Kragujevcu delali fičkote tako, to vem iz prve roke, ker sem imel enega znanca iz vojske, da so recimo, ko so odbijače montirali, so za vsak posebej model merili, koliko je ta pleh debel, ker so tako neenakomerno pločevino dobivali. Se pravi, z vsakega posebej so še dol. Kot vemo danes, če vedete pogledati sodobno avtomobilsko tovarno, lahko v Revoz, to delajo roboti. Tam ni benga več od tistih 100, ki so takrat to vse skupaj delali. Ampak Michael Manley, sicer je Anglež, vod pa to zdaj globalno korporacijo Fiat Chrysler, ker vmes mogoče še kaj kupila, drugače je to 7. največji proizvajalec avtomobilov na svetu, pravi, da ta razvoj, ki je bil v 50 letih, se bo zgodil zdaj v 7 letih. In prejšnji teden smo imeli na Brdu pri Kranju
vrh na temo digitalizacije in umetne inteligence, imeli smo odlične goste in tam je bila tudi Emily Mansfield, ki nas je vse navdušila. Ampak kaj je povedala? Ne? Povedala je, da 65% poklicev, ki jih poznamo danes, bo izginilo v naslednjih 10 letih. In da 80% kompetenc, ki jih bomo mi imeli, ki jih bomo potrebovali, da bomo čez desetletje še lahko, spet bom uporabil trd izraz, konkurenčni na trgu, ker če ne nas bojo pač drugi prehiteli, bo povezan z digitalnimi znanji. In moramo tukaj mi ugotoviti, da ne sem jaz, ki sem že čez 60, tudi tisti, ki so čez 40, niso imeli 1 minute relevantnega usposabljanja z področja digitalnih znanj v svojem izobraževalnem procesu. In poglejmo, kaj se mi danes učimo za izobraževanje odraslih o tej digitalizaciji. Tudi ta, ki bo prišel popraviti dvigalo, ali pa tisti, ki ga za manj čakate, recimo že danes, da vam zamenja vodovod, ne, da vam kaj popravi, bo prišel z nekimi aparaturami, z prenosnikom, ne, in bo tam preključoval, meril in tako naprej. Skratka, na vsakem koraku nas bo ta digitalizacija zadela. Ne, prihaja čas interneta of things, kakor se reče, internet stvari, industrija 4.0, umetna inteligenca, big data. To vse bo tako povezano, da bo, kot rečeno, spremenilo procese dela na vseh področjih, ne samo v industriji, tudi v storitvah, tudi v javnem sektorju, tudi v izobraževanju. Preden grem še malo globje v področje kompetenc, dovolite, zato ker včasih ali pa prepogosto prihajam v razmere, v neke skupine, kjer niso najboljše informacije o tem, kje trenutno Slovenija je in a je dobro, tole slabo in tako naprej, nekaj podatkov o tem, torej kje trenutno smo. Najprej po tej dodani vrednosti. Zdaj, če povprečnega vprašamo, ali pa ko jaz gledam javno mnenje, tako naprej, vsi imamo občutek, da je vse sam slabši, ne? Da je za nič, da ne gre, da ni več socialne države. Ko pogledamo dejstva, seveda ni idealno, imamo še vedno veliko revnih in tako naprej. Ampak dejstvo je, da se mi razvijamo. Seveda, če bi hotel biti Švica, bi mogli naraščati 3-krat hitreje kot danes, da bi recimo jih v 15 letih doživeli. Ali pa recimo Avstrija. Ampak spomnim se, ko smo vstopili v Evropsko unijo, je ta ideološki aparat pri političnih strankah, kar pa je te programe, če se vam da, posod obljubljal do leta 2015, bomo pa mi postali ena izmed najbolj razvitih držav v Evropski uniji. Ja, vsakdo, ki se malo z gospodarskimi trendi, analizami ali pa statistiko ukvarja, ve, da je to nemogoče. Če gremo mi na Triglav, pa če en začne 2 ure pred nami hoditi, moramo mi hoditi še enkrat hitrej. To pomeni 5-6% gospodarsko rast v 20 letih, da bomo Švico dosegli. Ja, ne bomo je, ampak kljub vsemu imamo pozitivne trende. Tudi izvoz, ne? Slovenija na prebivalca izvoz še enkrat to kot Italija. To, da delamo na globalnih trgih, je nekaj, kar nam lahko utrjuje neko samozavest, kar kaže na to, da smo trdoživi in da tisto vprašanje, znanje, zmožnosti za delo, ali bomo ali pa nas ne bo, lahko črtamo. Mi smo že velikokrat dokazali, tudi v obdobju te krize, da se na koncu poberemo in da gremo naprej. Da se razvijamo in da na vseh področjih lahko stojimo ob boku najboljših. Sedaj imamo pa napake, veliko napak. Jaz vam tukaj samo eno omenil. Ta napaka je, da naš gospodarski razvoj temelji preveč na delu v tem fizičnem smislu. Premalo vlagamo v znanje, v kompetence, v raziskave in razvoj. In kar je še posebej zaskrbljujoče, mi premalo javnih sredstev vlagamo za raziskave in razvoj. Ko pogledamo Evropsko unijo, gospodarstvo, podjetja vlagajo kar tam nekje nad povprečjem celo, medtem ko javnih sredstev vlagamo bistveno premalo. In kar nas gospodarstvenike še posebej žalosti in ves čas protestiramo, predlagamo, še posebej premalo vlagamo v
raziskovalni sektor z namenom, da bi raziskovali nekaj, kar bi lahko aplikativno potem tudi globalno tržili. To, kar je rekel Peter na začetku, da ne bomo prodajali samo rok, če sem te jaz prav, če te zdaj lahko citiram, pa malo povzamem, ampak da bomo prodali znanje. Mogoče še nekaj teh podatkov, kar se tiče digitalnega gospodarstva in tudi družbe, smo pod povprečjem. In v zadnjih letih ne napredujemo več. Smo napredovali, zdaj pa kar leta 2016 se ustavili, jaz še nimam odgovora, nisem ga tudi še videl, kaj se je naredilo v zadnjih 3 letih, da smo mi zaustavili to zasledovanje in celo dohitevanje Evropske unije. Spadamo med zmerne inovatorke, kjer smo tudi v zadnjih 2 letih celo malo upadli, ampak kakorkoli te razlike niso take in se z nekim dodatnim impulzom v to poslovno okolje, v startup sceno, kot pravimo, kjer je ogromno nekih izzivov, začenši s tem, kako bi financirali, ampak teh načinov financiranja startup scene po svetu je že veliko in tudi mi bi jih lahko razvili ali pa spustili v svet. Skratka, tukaj so številne priložnosti. Zdaj, nas v gospodarstvu zelo skrbijo demografski trendi. V naslednjih 15 letih bodo na trg dela prihajale generacije, ki so za 1/3 manjše od teh, ki se bodo upokojevale. K sreči, v narekovajih, je zelo velik delež populacije tam po 50. letu, oziroma po 55, zdaj se v zadnjih letih se tole malo spremenili, celo ni zaposlen, zaradi takih in drugačnih razlogov, kar ni namen in ambicija mojega današnjega nastopa. Ampak kakorkoli, ta trend kaže na to, ali pa ta gibanja, da bomo mi, če bomo hoteli reproducirati tako javni kot gospodarski sektor, obsojeni na uvažanje kadrov iz celega sveta. Ne več samo iz Balkana, ampak in upam, da bomo uspeli privabljati talente tudi iz Filipinov, da so se pred kratkim zgražali, zakaj pa iz Filipinov. Ja, zakaj pa ne iz Filipinov, če jih potrebujemo? Seveda ob spoštovanju socialnih standardov, če hočete kolektivnih pogodb, zakonodaj in tako naprej, ki jih imamo v Sloveniji. To ne pomeni, da če so pa iz Filipinov, da bojo pa kar pristali na to, da bojo delali kot, ne vem, sužnji. Ampak, skratka, mi smo obsojeni na to, da bomo potrebovali veliko kadrov iz tujine. Zdaj, kateri so izzivi za nas delodajalce? Nove tehnologije. Tehnologije se tako hitro spreminjajo, da recimo tehnologi, predvsem iz teh industrijskih podjetij, pravijo, če za 2 leti ne greš na nek sejem, ve se, kateri sejmi so tehnološko tako napredni, da tam moraš biti. Si že zamudil. Že ne veš več, kako se tehnologije spreminjajo. Kaj še da bi pričakoval, da bojo profesori na fakultetah vedeli, kako grejo te tehnologije hitro naprej. Na milijone inženirjev se v tem trenutku v Indiji pa na Kitajskem ukvarja s tem, kako izboljšati te aparature. In te aparature na Kitajskem so že ujele iPhone nič več naprej. Kitajci niso več samo tisti, ki poceni delajo, se cena dela na Kitajskem je zdaj že prihitela Slovaško. Ne še na celotnem Kitajskem, so še vedno ogromni bazeni, ker je cena dela relativno nizka, ampak okoli Šanghaja, Hongkonga, to so 100-milijonske metroregije, tam je cena dela višja, kot je v Sloveniji. In seveda so tudi strokovnjaki, ki so izjemno motivirani in usposobljeni, to je elita, krem de la krem, njihovega in globalnega univerzitetnega prostora. Pred kratkim sem bil zgrožen, je bila ena odlična oddaja na televiziji o šanghajski regiji, 100 milijonov je približno vsega tam zgolj, ko so rekli, kako živijo mladi, ampak to so mladi tam do 40-45 leta, vsi so single. 996 je tam norma. Od 9 zjutraj do 9 zvečer, 6 dni na teden. To je njihov življenjski stil. In oni ne trkajo, oni so vstopili na globalni trg in postavljajo zdaj izzive. Izzive za nas, kako se bomo v tem nenehnemu razvoju, digitalizaciji vseh procesov in tako naprej zoperstavili.
Ne samo digitalizacija, ampak vse to ni alfa in omega celotnega razvoja, ampak digitalizacija tako hitro napreduje, da če tudi tukaj nekaj let ne pogledaš v to, kaj so prinesle te novi programi, da nam rekel, nove tehnologije, nov software, si out, ne moreš več delati. Pa to ne zato, ker ne moreš narediti prezentacije, ker jaz še zmeraj delam tako, kot sem delal pred 15 leti, ampak zaradi tega, ker pri vsakem procesu, ki ga upravljamo, prihaja digitalizacija in trka na naša vrata. Zdaj, mi imamo neke skupine, ki se ukvarjajo z tem, kakšna bo ta prihodnost, in daleč od tega, da bi danes še vsaj tisti, ki so kredibilni v gospodarstvu, verjeli, da svojim napovedovanjem iz svojega podjetja ali pa regije lahko napovedo, kakšni bodo trendi. Eden izmed znanih slovenskih gospodarstvenikov mi je, ko smo nekje daleč na drugi strani sveta, to sem da ena skupaj že rekel, ko sem rekel, no, da ste podprli novo linijo, kjer bojo 24 ur na dan avtomatično z roboti neki kolektorčki leteli, ki jih potrebujejo avtomobilski industriji, se rekel, to pa so se uresničile vaše sanje in imate menih več skrbi prav, ki pa. Se rekel, kaj pa je narobe, je prav, mi vemo, da čez 7 let teh kolektorčkov v avtomobilih ne bomo več rabili. In nas skrbi, kaj bomo mi čez 7 let sploh sposobni še delati. Ker teh kolektorčkov ne bomo več. Se rekel, in kako pa vi na to odgovarjate? Zato prav pa imamo mi kar en velik razvojni tim, ki ga pošiljamo po svetu, ki gleda, kaj se dogaja, kakšni so razvojni trendi in opazuje, kam grejo ti razvojni trendi, da bomo mi čez 7 let zraven, takrat kot razvojni partner in obvladovali te tehnologije, te procese, te zahteve, ki se bodo takrat pojavljali na tem trgu. Zdaj, to so naše grobe napovedi, kako se bodo kompetence na področju teoretičnih in strokovnih znanj, podjetniških znanj, digitalnih znanj, sodelovanja in komuniciranja ter ročnih spretnosti spremenila v naslednjih 7 letih. Zdaj, seveda tukaj so to grobe ocene. In prav gotovo, da v vseh dejavnostih tako velikih sprememb ne bo. Ampak trendi so pa jasni in naše zadrege so, ker na eni strani opažamo, da se v rednem izobraževalnem procesu premalo ukvarjamo s spremenjenimi kompetencami, ki bodo potrebne za to, da bomo mi konkurenčni kot posamezniki, kot okolja, kot družbe. In na drugi strani seveda, kar je še večji problem, ker imamo starejše nad 40 let, ki so tudi v povprečju v Evropski uniji podizobraženi. Saj vemo, mi imamo nadpovprečno izobraženo mlado generacijo, tam nekje do 40-45 leta, to je seveda res. Lahko potem kasneje pogledava, kako je, ampak dejstvo je, da imamo mi enega izmed najvišjih deležev terciarno izobraženih diplomantov vsako leto. To ni več problem v Sloveniji. Problem so kompetence starejših nad 40 let, z vidika gospodarstva seveda, gledamo to, kjer je zelo težko s starimi metodami izobraževanja, učenja, se pravi s temi andragoškimi pristopi, doseči njihovo motiviranost. Jaz se upravičujem, ampak moram na glas povedati. Sindikati so organizirali pred nekaj časa neke izobraževalne programe na klasičen način in so bili razočarani, ker se tako malo ljudi v te klasične programe po 45. letu vključili. Ja, če ti nekoga, ki je že kot mlad imel ne težave, ampak ni imel takega veselja in na koncu tudi uspeha za tem, da bi prišel do terciarne izobrazbe, na star način silaš v te izobraževalne programe, ne moreš pričakovati, da bo to prišlo do nekega uspeha. Zato moramo tudi temu pristopu, s kakšnimi metodami usposabljanja in izobraževanja bomo motivirali te starejše generacije, posvetiti zelo veliko pozornosti. Trenutna izobrazbena struktura zaposlenih je znana in se zelo hitro spreminja.
Dejstvo pa je, da smo mi v letošnjem letu, če vam prav podatek, če kdo iz Zavoda za zaposlovanje me bo popravil, izdali že več kot 40.000 delovnih dovoljenj za tujce in 90% teh delovnih dovoljenj je za nižjo stopnjo usposobljenosti. Mi zelo malo strokovnjakov iz tujine zaposlujemo. Mi smo zaposlili, mislim, da 120 približno z doktorjev znanosti, 160 jih je pa odšlo. Tako da mogoče bo to kmalu postal en tak zaskrbljujoči trend. Zdaj, kateri so naši izzivi prihodnosti? Na področju nekega razvoja se soočamo z infrastrukturnimi tehnologijami, ki se v okviru podjetij potem povezujejo v te globalne verige vrednosti in vse skupaj moramo začiniti še s to digitalizacijo in prebojnimi tehnologijami. In naš odgovor, ki smo ga na Gospodarski zbornici Slovenije začeli pripravljati leta 2015, je model karierne platforme. Model karierne platforme, ki bo omogočal napovedovanje dolgoročnih potreb po kompetencah, s tem, da se seveda nadelamo utvar, da bo to za 10-15 let, ampak bo tam za 5 do 7 let in ves čas bo treba to dopolnjevati. Model, ki bo omogočal tako razvoj individualne kariere, kot tudi razvoj in napovedovanje potreb po kompetencah posameznim podjetnikom. Mi smo predlagali, veseli me, ki je pred kratkim vlada sprejela sklep, da podpre karierno platformo, s tem, da seveda nimam informacije, ki bo infrastrukturno locirana, na katerem ministrstvu ali pa Gospodarski zbornici bo vse skupaj, ampak sklep vlade je bil črno na belem, ampak približno dobrim mesecem, da podpirajo ustanovitev karierne platforme. Skratka, naš predlog je, da lastnik te karierne platforme je država. Ker bo ta karierna platforma, kot rečeno, zagotavljala usposobljen kader, ki bo na podlagi dolgoročnega napovedovanja potreb razvoja tehnoloških trendov omogočal potem, da bomo gradili sistem izgrajevanja kompetenc prebivalstva in seveda, da bomo lahko tudi pravočasno prilagajali naše izobraževalne programe, vsebine, pa tudi način izvajanja. Zdaj, kdo bi imel od te karierne platforme vse lahko koristi? Na prvem mestu tukaj omenjamo in navajamo državo, ki bo seveda z, rečemo temu, racionalnejšo, sledljivejšo, transparentnejšo alokacijo sredstev dosegala neke cilje. Potem podjetja, ki bodo imela preko te platforme možnost vpogleda v to, kaj se dogaja na globalnih trgih, v globalnem kontekstu in kaj lahko pričakujejo, da bo izziv za njih v nekaj letih. Seveda bo to tudi veliko koristi za sam trg dela, ker bi s programi aktivne politike zaposlovanja in s kompetenčnimi centri lahko pravzaprav postavili zelo močen temelj kariernega načrtovanja. Izobraževalne institucije bi se s tem lahko pravočasno prilagodile in pripravile na spremembe in seveda tudi za mladino bojo zelo priporočljivi in uporabni nasveti in informacije, kaj bo čez 5, kaj bo čez 7 let. Ker danes si drznemo reči v gospodarstvu, pojma nimamo. Ne vemo, kaj bo čez 7 let. Oziroma, kako bomo to delali, kakšne kompetence bomo rabili. A bomo še rabili mehatronike, ali bomo rabili mehatronike na višji stopni za čisto drugačnimi kompetencami, ki jih bodo potrebovali. Zdaj, ta karierna platforma, seveda to ni nekaj, kar bi bilo povezano samo z nekim kabinetnim raziskovanjem, ampak vključuje umetno inteligenco, vključuje strojno učenje, big data,
vključuje ali pa ne bo uspešna, če ne bodo pri tem sodelovali vrhunski strokovnjaki, tako iz podjetij kot iz znanstveno-raziskovalne sfere za posamezna področja, ki vedo, kaj se danes dogaja, kakšen razvoj recimo na področju novih materialov, ki vedo seveda, kaj se dogaja na področju, ne vem, nekih kemijskih spojin in tako naprej. Skratka, to so fokusne skupine strokovnjakov z izvrstno tehnološko opremljenostjo in seveda z informacijami in povezavami v tem, kaj se dogaja po svetu. In nenazadnje ta bo, če bo tako kot mi računamo zgrajena, dostopna, kot pravimo, online, posameznikom, podjetjem in vsem ostalim, ki so vključeni v sistem pridobivanja kompetenc v tej državi. Kje je nevarnost pri karierni platformi? Nevarnost je, da se bo sistem zbirokratiziral, da bo tukaj prišel preveč pod vpliv vsakokratne, če hočete, politične strukture. Jaz moram žal to tudi z tega mesta povedati, da sem že dolg časa na nekem visokem položaju v gospodarski zbornici in kar najbolj zamerim ali pa pogrešam pri naših politikih je to, da ni kontinuitete. Da se vedno reče, kdo vam je pa to delal, kdo je pa to naredil. In pol iz enega modela prihajamo na drug model. In hvala Bogu, da imamo zdaj že nekaj časa SRIP-e, ki smo jih zelo težko pripeljali. To so strateško razvojna inovacijska partnerstva, ki naj bi na nekih fokusnih področjih potegnila Slovenijo iz tega povprečja, da bo več dodane vrednosti, da bo več znanja v vsakem produktu, ki ga bomo naredili. In se kar bojimo, če bi se vlada zamanala, da najprej bojo začeli z nekim novim razvojnim pristopom in bodo neka omrežja, neka zavezništva, ki jih imamo zdaj, če ni strokovnega zavezništva, če se ljudje ne čutijo pri teh razvojnih projektih, kot pravijo, vse zastonj, ne bo rata. Torej, bojimo se tega, pa bojimo se, da bi se tudi prevelik vpliv znanstveno-raziskovalne sfere, skratka, da ne bo dovolj gospodarskega interesa. Zato tudi na tem mestu povem, v gospodarstvu tistem, ki ima kompetence, se pravi pri strokovnjakih, ki so soočani z novimi tehnologijami, z novimi poslovnimi modeli, z novimi materiali, je izjemen interes in entuziazem za to, da karierna platforma postane nepogrešljivo orodje in primerjalna prednost Slovenije v prihodnosti. Hvala lepa.